Pozdravljeni v podcastu iz Centra Gol. Oddaja je namenjena vsem, ki želite nogomet spoznati poglobljeno in strokovno. Igor Inace bo v center postavljala goste z področja nogometa in športa nasploh. Najbolj razširjena igra na svetu je veliko več kot le zmaga in poraz. Vabljeni, da z nama spoznate vse, kar nogomet ponuja. V primeru, da so vam oddaje všeč, vas vabimo, da nas všečkate in sledite na vseh pomembnih podcast platformah, kot so Spotify, Deezer, Google Cast, Apple Podcast, TuneIn ter ostalih pretočnih vsebinah, ki jih še dodajamo. Najdete nas tudi na Facebooku, YouTubeu, kjer bomo veseli vaših všečkov in vas vabimo, da ste naši sledilci. S tem boste na tekočem z novimi oddajami in dogodki, ob tem pa nam boste pomagali, da bo oddaja še boljša v prihodnje. Vaši všečki in število sledilcev je za nas ključno, tako da hvala vsem, ki nas sledite in nas še boste. Današnji center bi pa pozdravil, se pravi prvo Nace tebe, ki si redno tu z mano. Ne? In, zdravo. Današnji center, v center danes z Nacetom postavljamo Mateja Oražma, športnega direktorja nogometnega kluba Domžale. Matej, pozdravljen. Zdravo. Upam, da si pripravljen, kljub temu, da smo mi v snemanju pred zadnjim krogom državnega prvenstva, vsi malo napeti v pričakovanju. Midva iz svojega zornega kota, ti iz svojega zornega kota. Danes bi mi vseeno poskušali predelati, pa malo si pogledati, kako funkcionirate vi v Domžalah. Sploh nas zanima, kar se tiče tvoje vloge kot športnega direktorja, pa bomo potem poskušali razpredati vse skupaj naprej. Bi pa prvo vprašal, kako dolgo si ti športni direktor zdaj že v tej vlogi? Uradno mislim, da sem začel oktobra 2009, tako da bo dobrih 11 let. Dobrih 11 let. Ti si v bistvu predtem prešel mladinsko šolo Domžal, ki je bila takrat že kar precej v vzponu. Jaz sem bil takrat večinoma trener v nogometnem klubu Celje, tako da se te spomnim še z igrišč. Sem vseeno malo starejši. Jaz ne. Mladinskega trenerja še vedno držite iz tvojih časov. Zelo pohvalno, sicer je vmes bil tudi kot glavni trener nekaj let, ne? Tudi zelo uspešno. Kako ti v bistvu doživljaš celotno to zdaj prehod iz tega, da si šel iz igrišča v pisarno, do tega, da si zelo mlad v resnici prevzel to vlogo in zdaj že lepo karmariš tole 12 let, sicer kot vsak klub z nekoliko gor, nekoliko dol, ampak več ali manj vi pišete zelo uspešne zgodbe o Domžalah. Moja igralska kariera ni bila nekaj blesteča, nikoli nisem niti na to računal kot mlad igralec, nekako sem ocenil, da moja kvaliteta le ni takšna, da bi lahko od nogometa na koncu živel. Je pa res, da sem pa preživel eno čudovito obdobje. Mi smo takrat v Domžalah ravno prehajali iz druge lige v prvo ligo, tudi v mladinskih kategorijah. Pa smo potem, ko sem bil mladinec, smo prvoligaške sezone igrali, ker je bilo za nas takrat nekaj neverjetnega, ker se je skoraj 10 let trudilo v Domžalah, da bi prišli v prvo mladinsko ligo. Potem, ko sem ta staž zaključil, sem eno sezono odigral še v Ihanu, takrat v tretji ligi. Bili smo tudi zelo blizu, da bi v prvo ligo prišli. Pevnik je bil takrat trener, pa imeli smo kar par fantov iz Domžal posojenih. Čevuševič recimo je takrat igral še v Ihanu. Dejan Milič je pa branil, zanimivo, ki je pa potem iz tistega popolnega amaterizma vse neko kariero naredil. Zaključil sem potem po nekih dodatnih 2 letih v Jevenci sred študija, ker enostavno mi ni znesel, ker prva 2 letnika na pravu sta izjemno zahtevna in tudi časovno zelo veliko časa pobereta. No. Zelo hitro po tistem sem pa v bistvu že to funkcijo prevzel, seveda
pri nas situacija specifična, ker je moj oče predsednik kluba. Takrat so bili kar precej turbulentni časi, ne, po zelo uspešnih letih sta se Nenad in Slaviša oba poslovila v zelo kratkem obdobju. Ni bilo pa še neke izkušnje, ne, razen njiju na nekem najvišjem nivoju delovati, in takrat v bistvu je Stane se odločil bolj na podlagi tega, da rab nekoga, ki mu lahko zaupa. On vseeno te funkcije nikoli ni in je ne opravlja profesionalno. Ne more seveda toliko časa temu posvečati in je pač meni zaupal to vlogo. Ne vem, nisva se nikoli čist iskreno še pogovarjala, kaj točno je pričakoval zdaj, ali sem ta pričakovanja izpolnil ali nisem. Jaz mislim, da verjetno sem jih še mogel, no, drugače bi se tudi že pogovorila o tem, da bi šel kakšno drugo stvar delati. Ampak mislim, da je bilo takrat zaupanje ključno, no, da se je tako odločil. V nogometu je sploh v takšnih malo turbulentnejših časih iskanja rezultata se hitro zelo veliko ljudi okrog kluba nabere in je pač potrebno selekcionirati zdaj, s kom se sodeluje, s kom se pa ne. No. Tako sem nekako začel, zdaj že kar lep čas nazaj, in to zgodbo zdaj pišemo, pač smo pa predvsem zelo uspešni tam, kjer smo si dali primarni fokus, to je pa Mladinska akademija. Jaz sem iz tam ven prišel, videl sem nekako iz prve roke, kaj nam je manjkalo. Zdaj vse tisto, kar sem jaz takrat videl, smo zdaj že porihtali, ampak imamo pa še en kup enih načrtov, kaj vse moramo še postoriti. Kako je to izgledalo takrat na začetku? Si imel ti že neko vizijo v glavi, si že zamislil, kako bojo stvari potekale, ali si najprej poiskal okrog ljudi, s katerimi boš lahko sodeloval in boš zaupal, v kakšnem stanju je sploh bil klub, čist te začetni izzivi? Klub je bil v solidnem stanju. Dejstvo je bilo, da si mislim, da takrat potem ni uvrstil v Evropo po 2 naslovih. Večji problem je predstavljala finančna kriza, ki je bila 2008, kar je pomenilo, da smo mi v zelo kratkem času prišli iz, ne vem, proračuna tam okrog 3 milijonov evrov na milijon evrov, ko sem jaz zadevo prevzel. Tako da denarja ni bilo veliko in v bistvu je bil prvi cilj in primarni cilj kratkoročno preživetje v tistih časih, ko so bile finance zares težavne. Jaz se bojim, da spet prihajamo v eno tako obdobje, ne, pa precej klubov je tudi takrat svojo pot zaključili, pa spet začeli, pa prišlo, pa odšlo. Tako da situacija je bila solidna, je pa bilo dejstvo, da se je pa v letih, ko smo šli na prvaka in v tistem letu potem predvsem delali na rezultatu, kar pomeni, da je manjkalo mladih igralcev, manjkalo je prodajnih artiklov. Če se spomnim, mislim, da smo takrat leto pa pol trdo delali, da smo potem Apatiča prodali v Šerif za 100.000 evrov, pa je bilo to za nas takrat ogromna zadeva, ker je pomenila 10% celotnega proračuna. Tako da v bistvu je bilo kratkoročen cilj preživeti, pa potem srednjeročen cilj zagotoviti nek sistem, ki bo zagotavljal preživetje tudi dolgoročno naprej. Ampak misli, če tako študiram, še 25 let nazaj ste vi bili drugoligaš, ne? Ja, mislim, da prva uvrstitev je bila 98, 99, pa še tisto je bila takrat kar malo senzacija. Noben ni pričakoval, ne. Ja. Potem je sicer se 2-3 leta igralo v prvi ligi, ampak ne. Želel sem samo to reči, pa če vem, da je takrat bila druga liga, ker sem jaz bil tudi pri vas, ampak sem v pripravljalnem obdobju se poškodoval, pa sem potem po zimi zapuščal. Ampak mi je bilo pol fascinantno, glede na to, ko se jaz spomnim, ko sem jaz igral, pa ko sem bil te pol leta priključen, je delovala zadeva res zelo še amatersko. Tudi sama infrastruktura in vse ostalo. Vi v 25 letih ste naredili nekaj tako enormno velikega. Zdaj, jaz sem od tu v naslednjih 5 letih sem jaz štartal kot trener
v teh prvih kadetskih mladinskih ligah, ne, ste vi že naredili v bistvu zelo lepo mladinsko šolo, kljub temu, da pač teh mladih niste takrat priključevali in potem za Slavetom ste naredili v parih letih res totalen šok, se pravi, vi ste razmontirali Slovenijo, kar se tiče članov, in zadnji ste že v bistvu tudi kazali zelo lepo zadevo, kar se tiče mladinskih pogonov, ampak jih res niste priključevali, ker takrat, ko se boriš za prvaka, je verjetno nekoliko težje zadevo, ali pa je to malce bolj riskantno, ne. Ampak ste si pa naredili fenomenalno reklamo za vse, kar se vam v bistvu je potem tudi kasneje verjetno dogajalo, ne? Ja, sigurno. Zdaj dejstvo je, da v tistih letih, ko smo mi naslove osvajali, to so leta, ko sem jaz prihajal ven iz mladinskega centra, takrat se je še čisto na drug način delovali. Mi smo sicer delovanje dvignili na nek višji nivo, organizacijsko pa strokovno. Moramo pa vedeti, da meni se zdi, da smo vsi takrat s kolesom prihajali oziroma peš na trening, ali pa mislim, da so bili 4 iz Kamenka, ki so hodili pa na vlak, no. Tako da je bil pač bazen, iz katerega smo črpali, relativno majhen. Vsi smo bili v bistvu igralci, ki smo v U14 ali pa v U12 skupaj gor rastli, pač neka relativno uspešna generacija za to okolje. Ni bilo pa to še profesionalno selekcionirano, tako da se ni zdaj, da Slave pa ni hotel, ne, ampak enostavno prave kvalitete tudi takrat še nismo imeli na takšnem nivoju. Recimo ravno Tadej Apatič, ki je moj letnik, je bil prvi, ki je bil nekako s tem namenom pripeljan v izhodni leto mladincev, zato da smo ga potem v člane naredili in je potem tudi transfer šel skozi. Tako da, ja, je zelo rapiden razvoj bil že pred tem, ko sem jaz v klub prišel. Tisti naslovi so seveda dali neko krono vsemu tistemu dosedanjemu delu, je pa dejstvo, da organizacijsko pa takrat še nismo bili na nivoju, da bi to zadevo lahko dolgoročno peljali, in bo treba te zadeve postaviti, preden smo spet začeli pogledovati po višjih ciljih. Ja, ampak tudi zdaj, ko ste organizacijsko dobro postavljeni, ne, imam jaz še vedno vsakič, ko prihajam od Domžale, malo občutka tako, da imate in prostorsko stisko na eni strani in na drugi strani, da imate še vedno malce primanjkljaja verjetno v določenem kadru. Se pravi, tako kot da bi ves čas, ko se vi razvijate in dopolnite nekaj, ugotavljate, da vam še pa vedno nekaj manjka, ne. Tudi pač preden smo šli to snemati, smo se mi pač pogovarjali, da vi v bistvu ste že naredili svojo akademijo, imate prostore za te mlade perspektivne igralce, ampak ugotavljate ponovno, da vam nekaj manjka, ali pa imate eno igrišče, pa ste naredili novo igrišče, pa še vedno manjka, ne. Koliko ste zdaj veliki, kar se tiče same mladinske šole, po številu igralcev, selekcij, trenerjev in vsega zraven, ne? Zdaj bom malo na pamet govoril, seveda točnih številk ne vem. Mislim, da je okrog 300 otrok, ki so redno aktivni, potem imamo še te otroške nogometne šole po osnovnih šolah, ker jih je še cirka 150, tako da prehajamo nekje na cifro okrog 500. Zdaj naš cilj je skupaj z Dobsko mladinsko šolo, s katero zdaj počasi združujemo moči, imamo okrog 700 otrok in naš cilj je, da v roku 2-3 let to številko dvignemo na 1000. Največji problem seveda, ki ga pa imamo, je pa čisto infrastruktura, in to je pa lokalna zgodba, seveda nažalost tudi povezana s politiko, kjer enostavno posluha v zadnjih 10 letih, bom rekel, da za te stvari ni bilo. Mogoče malo kot odziv na to, ker je le dejstvo, da je bila predtem moja mama županja in da se je takrat za nogomet vseeno kar nekaj naredilo, ampak se je naredilo za celoten šport, ne. Potem se pa v tem zadnjem obdobju se pa nogomet popolnoma porinil na stran, ne glede na to, da smo daleč največji, daleč najuspešnejši in pa najbolj organiziran klub. Kar se tiče same akademije, šole in vsega tega, pa mene vsako leto, ko pogruntamo, kaj nam novega manjka, to izjemno veseli, ker pomeni, da pač gledamo naprej, da iščemo nove izzive. Evo, ravno kar pred tednom dni smo Tjašo Tibavt dodali v naš stav
mladinske nogometne šole. Tako da imamo zdaj, mislim, da že 15-16 ljudi redno zaposlenih tam, ki skrbijo za te fante, ne samo trenerjev, vodjo akademije, seveda hišnika, drugačne gre, psihologinjo imamo aktivirano, Tjaša zdaj za analize, imamo tudi človeka, ki skrbi za šolske stvari in za koordinacijo šolskih obveznosti, ki jih fantje imajo. Tako da, To so ljudje, ki skrbijo samo za nogometno šolo. Ja, absolutno. Samo za Pravi, akademijo, za tiste... še pa dodatno, kaj imate še pa cirka 8 do 10 ljudi, ki skrbi pa za člansko ekipo. Tako, ja. Mi imamo vse skupaj, imamo 3 fizioterapeute, en je nekako dodeljen mladinskemu delu, 2 skrbita za člansko ekipo, seveda se to pol meša, ne. Je pa seveda tam potem še trenerji, pa tehnični vodja, direktor, pa v pisarni nekaj ljudi, no, ampak celotno število odvisnih oseb, ki delujejo v našem klubu, pa 120, no, tako da to je, mislim, da zelo velika številka. Gledal sem, mislim, da za Dinamo, da jih imajo okrog 300, ampak če primerjamo proračune, imajo oni, ne vem, 20-krat višjega od nas, tako da mi dejansko imamo zelo veliko ljudi, ki z nami sodelujejo, in to je pač nekako tudi naš cilj. Od tega, da pač imaš večji proračun, pa vse potrošiš za plače igralcev oziroma za neke odškodnine, seveda od tega nič nimaš dolgoročno in je treba pač z vsakim letom poskušamo nekaj več vložiti v ta del, ki je pa naša osnovna proizvodnja, bom jaz temu rekel, in tam se nadejamo tudi največjim dobičkom in najboljšim rezultatom. Pa ti skrbiš kot športni direktor tako za nogometno šolo kot za članski nogomet? Ali imaš nekoga, ki ti pomaga ker vseeno že samo za članski nogomet mislim, da imaš zelo veliko dela, ne? Ja, tu na začetku nismo niti šli razčiščevati. Moja vloga je že v bistvu par let precej širša od zgolj vloge športnega direktorja, kot si jo pač predstavljamo. Nekje 2-3 leta nazaj smo zadevo malo preoblikovali, tako da načeloma bi bil lahko tudi izvršni direktor, ker pač je ta poslovno-pravni in drugi del postal tako velik, da je pač treba tam zelo veliko skrbeti. Kar se tiče zdaj športnega dela, seveda tudi tisto zadevo pokrivam, ampak jaz nikoli se nisem popolnoma domače tam počutil, ker ne izhajam niti iz tistega dela, seveda imam svoje mnenje, ampak zaradi tega imamo pač seveda strokovnjake v klubu, ljudi, ki imajo trenerske licence in oni večino teh odločitev sprejemajo, jaz pa nekako zadevo usklajujem. Tako da, kar se tiče mladinske šole, tukaj je Erne Javornik, ki je nekako strokovni vodja, Luka Levojevič je tisti, ki tehnično in pa operativno vse zadeve vodi in ona dva nekako mi pomagata pri teh zadevah in v bistvu je dejstvo, da jaz tam samo neke, pa niti ne, da odločitve sprejemam, ampak samo potrjujem tisto, kar so pač oni bodi si strokovno, bodi si organizacijsko ocenili kot nekaj najboljšega in iščem načine, kako zrealizirati čim več tisto, kar so si zamislili. Vi verjetno tako redno sedite skupaj, pa koliko imate recimo tega usklajevanja oziroma nekih rednih sestankov, da predelujete vse aktualne teme, pa tudi normalno načrte. Vprašamo v bistvu, kako izgleda en dan Mateja Oražma, ko ni tekma. Ko ni tekma, je pa zelo različen je, no. Edina stvar, ki je nekako stalna, da otroke peljem v šolo, pa da jih grem iskati. No, vse ostalo se pa zelo menja. Ampak imate verjetno ponedeljek, imate neko rutino v klubu, ne? Ja, zadeve imamo segmentirane, no, in te sestanki v bistvu potekajo že po segmentih. Ne vem, člansko ekipo seveda trenerji obdelajo, v razširjeni zasedbi mladinsko akademijo obdelajo spodaj in potem v bistvu jaz naredim neke usklajevalne sestanke med tistimi, ki so, pa so pa seveda aktualne zadeve, ki jih moraš reševati dnevno in večino časa to vzame, no. Zelo težko bi se, to imamo tudi z ženo malo probleme, zelo težko jaz direkt na list papirja napišem, kaj vse naredim. Ker ko že imaš vse napisano, zagotovo nekaj se zgodi dodatnega, ko je treba opraviti, ne? Vkljukaš 5 aktivnosti, pa prideš še 3 zraven, ne? Vedno je nekaj, no. Ravno danes je bil tak dan, ko je bilo
22 različnih stvari, ki jih je treba narediti in ker mi smo načeloma sezono že več ali manj zaključili, zdaj jutrišnja tekma nam ne pomeni veliko, mi čakamo v bistvu razplet pokala, da vidimo ali smo uspeli si priboriti s tem v Ligi Evropo ali nam ne bo uspel, tako da je bilo danes en kup enih usklajevalnih sestankov, ampak pri nas je ta zadeva do neke mere strukturirana, v veliki meri pa poteka tako, da se pač dejansko med sabo zelo dobro razumemo in da smo veliko v kontaktu, ne glede na to, ali imamo si kaj zapovedati službenega ali ne, in pol preko tega v bistvu iščemo rešitve in napredek. Tako da po eni strani zelo redko je, da lahko rečeš, da prav delaš, nikoli pa praktično ne moreš reči, da ne delaš. No. Ves čas si na voljo in ves čas si vpet v to, če ne drugače, pa tako, da razmišljaš in iščeš nove rešitve. Verjetno je to ključno, kar si vmes omenil, da vi v bistvu ste tim, ki se čutite pa sodelujete v bistvu, tako si rekel, niti ni to mogoče delo, oziroma si v kontaktu ne samo, kar se tiče teh striktno službenih stvari, ampak tudi drugih zadev, sploh če hočeš prepeljati klub do nekega takega delovanja, ker je to v bistvu že kar velika firma, glede na to, koliko ljudi je odvisnih, tako si rekel. Me pa zanima recimo čisto glede smernic pa vsebine, ki se delajo. Vi imate to verjetno zdaj že tako ali tako poenoteno na ravni kluba, torej skozi akademijo in potem v člane, ampak kdaj se v bistvu, na kak način ste na začetku te stvari postavili, na kak način zdaj delujejo? Recimo čisto praktično, nek trener pride, se zgodi recimo zamenjava na neki funkciji, trener pride noter in na kak način poteka v bistvu vso to upeljevanje, ali kak bi rekel? Ja, mi imamo recimo tisto, kar ves čas dopolnjujemo ali pa kar ves čas želimo narediti, je nekako res standardizacija tega, kaj se zahteva v posameznih selekcijah. Kaj so tisti, kar so poudarki, kaj so stvari, ki bi jih mogli fantje načeloma že obvladati, na katerih stvareh dajemo v tisti starostni kategoriji pozornost. To je pa stvar, ki je zelo fluidna in se ves čas prilagaja, spreminja. Že če govorimo o fizični pripravi, se dejansko dognanja znanstvena na letni bazi dogajajo in je treba stvari prilagajati. Če govorimo po nogometu, pa seveda še toliko bolj, ker je majčkeno manj znanstvena, ne. Nogomet je okej, malo znanost, ampak je pa precejšen del umetnost, ne. In je treba tukaj seveda tudi slediti trendom. Tako da mi do neke mere seveda imamo nek sistem vpeljan, je pa želja, da vsak trener, ki pride, pač nek svoj del doprinese in pa potem preko debat strokovnih, ki jih imajo trenerji med sabo, potem zadevo dopolnjujemo, iščemo načine, kako biti boljši, in tisto, kar želimo pa z naslednjo sezono uvesti, pa da bi imeli tako za tiste mlade fante, ki jih skautiramo, kot za tiste, ki so pri nas v bistvu neke mape, neke kartone narejene, neke fajle na računalniku, če želite, kjer bi imeli njihovo trenutno stanje, kaj želimo z njimi narediti, na čem se dela, in zato, da bi potem na pol leta lahko te zadeve sledil. Ta sistem je do neke mere, takrat, ko je bil Simon Rožman vodja oziroma strokovni koordinator, smo že zelo, zelo veliko postavili, no, ampak se je pa recimo pokazalo, da vkolikor ne posvečaš res non-stop temu pozornosti, zadeva lahko tudi mogoče majčkeno obstane, pa ni več tako intenzivna, kot je bila. Tako da to so tiste stvari, o katerih govorim, ne, vsako leto, ko imamo novoletni zaključek, je nekako moj govor isti, ne. Čestitam, novo leto, mislim, še eno leto je bilo, ko smo bili najboljši, ampak če bomo pa naslednje leto želeli si isto reči, je pa treba 20% več dati. In to je edini način, da ostaneš spredaj. Vsem ostalim, ki so zadaj, je seveda lažje, ker lahko samo pokopirajo in določene stvari boljš naredijo kot ti, pa te prehitijo. Dočim, če si pa frontman, če si prvi v teh zadevah, moraš pa vedno delati neke stvari, ki imajo neke preboje. Imamo pa izjemno srečo, da imamo v bližini klube, kot je Dinamo, kot je Red Bull Salzburg, ki nam kažejo tudi preko našega sodelovanja načine, kako oni dosegajo določene rezultate, in mi potem želimo temu slediti. In moram reči, da po analizah, ki jih delamo, da strokovno sledimo veliko bolje kot infrastrukturno.
Kaj si zdaj, 10 vprašanj se mi je zdaj pojavilo. saj to. ko si govoril. Jaz bi prvo zadevo bi samo vprašal, recimo to, kar jaz mislim, da je Nace tudi želel slišati bolj, ne. Vi ste zdaj pripeljali Tjašo Tibaut, ne. Vi imate že svojega analitika za člane. Kako ste rečemo njo upeljali potem noter? Ker verjetno tudi, kolikor jaz opazujem, imate sploh za mlajše kategorije, vedno trenerji prihajajo, so prvo v določeno obdobje pač pomočniki, preden se pravi postanejo samostojni, vedno imate neko to vmesno fazo, ko nekdo prihaja, spoznava in potem v bistvu šele začne izvajati, se pravi se uči in potem šele začne izvajati. Koliko rečemo, da zadeva tudi pri Tjaši konkretno izgledala zdaj? Pri njej je precej fino, zato ker je dosti odprta, ker je precej na začetku te njene poti, prinaša neka znanja, ki jih bomo seveda s pridom izkoristili, je pa pač tudi odprta do načina dela, ki že obstaja. Načeloma so to pač strokovne stvari, no, kolikor imaš ljudi, ki iskreno si želijo nekega napredka skupnega, potem ta zadeva niti ni problematična. No. To se je nekako tudi tako, da je za javnost malo bolj vidno, najbolj pokazal takrat, ko je bil trener Luka Jelzner, pa je Simon Rožman prišel zraven, ko bi v večini primerov seveda ljudje pričakovali, da bo to predstavljalo problem, pa rivalstvo, pa fovšija, konec koncev, ne, klasična slovenska, pa je zadeva res zacvetela v neki super, neki tacga, ker nam je dal energijo potem še za nadaljnja 3-4 leta in je tudi potem z vsemi ostalimi seveda lažje, ko vidijo, da lahko tisti na najvišjem nivoju dobro sodelujejo, tako da kdorkoli je odprt in pa bom rekel bister, je pri nas izjemno dobrodošel, ker smo mi odprti do idej, ki jih drugi prenašajo noter, seveda želimo pa tudi, da so tisti, ki jih nam pridejo, odprti in pa zadeve sprejemamo. Je pa dejstvo, da smo pa si zastavili cilj pred 10 leti, da ne bomo vzgajali samo igralcev, ampak tudi trenerje, in temu tudi sledimo in mislim, da smo tudi v tem delu kar uspešni v končni fazi. Zdaj Luka je v tujini, Simon je sicer zdaj v Mariboru, ampak je že v Reki zelo dober deloval, pa se preizkusil tudi že na tujem. Dejan Dončić je zdaj v Nafti in kar neki fantov, no, ki so pač Rok Hanžič recimo je v Radomljah. Kar neki fantov, ki so pri nas trenersko kariero začeli ali pa del nje pri nas opravili in zdaj pač opravljajo višje funkcije. Tako da tudi tam si želimo, da smo v bistvu nek razvojni klub, ki predvsem pomagamo posameznikom biti najboljši in si želimo verjetno vsi skupaj, da to pomeni tudi to, da bojo lahko korak naprej naredili in nekje zaslužili morda tudi kaj več kot v Domžalah, ker ne glede na to, da smo za slovenske razmere relativno zelo dobro stoječ klub, moramo vedeti, da seveda nekdo, ki bo 10 let igral v Domžalah, od tega nažalost ne bo toliko zaslužil, da bi lahko imel potem neko mirno nadaljevanje življenja, ampak bo seveda mogel še trdo delati. Naša želja pa, da bi pač čim več in čim boljše zadeve omogočili. Matej, ko rečeš, ko si rekel, da ste razvojni tudi za trenerje, na kak način v bistvu to misliš? Vsi vemo verjetno, kako poteka razvoj igralca, na kak način pa poteka čisto interno, ne? A imate pol tudi... Zelo podobno poteka tudi razvoj trenerja, ne? Pač nekako smo se fokusirali na to, da poskušamo zajeti bodisi naše bivše igralce, ki so pri nas bili pa se podajo v te trenerske vode, ali pa mlade trenerje, ki so seveda izobraženi in imajo željo in pa znanje. Potem jih pač priključimo v naš sistem dela. Saj ste sama prej ugotovila, prvo so ponavadi pomočniki, potem, če se izkažejo, seveda prevzamejo ekipe, spet, če so uspešni, grejo v starejše selekcije in seveda jih poskušamo tudi v člansko ekipo potegniti. Pa skrbite tudi za mentorstvo teh trenerjev potem? Seveda se trudimo, koliko smo zdaj v tem uspešni, je seveda relativno, no, ampak poskušamo imeti že s temi programi, ki se izmenjujejo in pa seveda tedenskimi sestanki se neko interno izobraževanje dogaja, poskušamo pa seveda čim več pri teh zadevah pomagati, zaradi tega, da
da so oni boljši, da lahko bolje trenirajo naše mlade igralce in da imamo možnost potem enkrat priti tudi v člansko ekipo. Za trenerja Dejan Đoranović ima trenutno ob sebi dva zelo mlada pomočnika, ne, Jan Košir in pa Aleš Mežnaršič. Aleš je bil trener naše kadetske ekipe v prejšnji sezoni in je iz tam prišel zraven. Zdaj je to ekipo Ante Bratič prevzel, ki je bil prej njegov pomočnik, pa je bil prej trener v mlajših naših selekcijah, tako da želimo tudi tam zadržati neko stabilnost. To je pa seveda možno samo, kolikor imaš 5 ljudi, ki so odprti in ki sprejemajo pač način dela. In jaz moram reči, da sem kar vesel, srečen, zadovoljen, da mogoče sem imel pri kadrovanju ostalih, bom rekel, neigralskega kadra celo bolj srečno roko kot pri samih igralcih, ker smo dejansko ves čas imamo neke ekipe, ki so izjemno srčne, izjemno povezane z celotnim klubom, in to res veseli, no? In tudi celotna klubska struktura veliko bolje diha čuti se energija celotnega kluba, ne, pa prenese pol na ekipo. Absolutno. Predvsem se pa to pozna takrat, ko mogoče malo kiksneš, ne, pa zadeva potem ni čisto prava, ali pa pri tistih primerih, no. Ampak tudi iz tistega se ogromno lahko naučiš. Tako kot si postavil doktor Verdeniko eno vprašanje, pa bo on postavil neko ugotovitev, boš malo poskušal nam potrditi, da to drži ali ne. Ja, moram reči, da sem to, kar spremljam zdaj, mislim, ne spremljam poglobljeno v slovenske lige, ampak rezultate spremljam, kako tekmo pogledam. Moram reči, da so Domžale nekako se rešile tega kriznega stanja, ki je bilo nekaj časa prisotno. Mislim, da je novi trener postavil stvari na svoje mesto in da je moštvo, ki poleg Mure, bi rekel, ima največjo stabilnost. Nima tako velikih nihanj rezultatov, kajti nihanje rezultatov je znak neke nesigurnosti, je znak, da nekje neke stvari ne štimajo. Če pa ni takih nihanj, je pa to znak, da je tu neka moštvo organizirano, da je tu prisotna neka skupna ideja, da so sposobni neke stvari ponavljati v igri in da to prinaša rezultat. To je en problem, čisto strokovni. Drugi problem pa je, da verjetno gre tudi za urejene medčloveške odnose, da gre za homogeno ekipo, ki je sposobna pokazati visoko borbenost in na ta način tudi kompenzirati mogoče neke druge slabosti. Verjetno se ta proces zdaj dogaja v Domžalah. Torej, jaz na osnovi mojih izkušenj, mojega znanja predvidevam, da je to. In mu postavljam vprašanje, ali se je ta zadeva dogodila, ali je mogoče kaj druga. Če nisi prisoten pri moštvu, potem je težko meni ugotoviti, kaj je res najbolj pomembno pri njih. Lahko pa predvidevam, toliko imam znanja pa izkušnj, da vem, kaj lahko vpliva na rezultat in da poskušam nekaj iz tega analizirati. Zdenko je vedno izčrpen. Ugotovitve so popolnoma na mestu. Mislim, da je kar dober zlociral problem in pa tudi rešitev, ki je bila. Mi smo mogoče dvakrat zdaj v mojem obdobju zapadli v majčkeno bolj krizno obdobje ali pa v sezone, ko se nismo v Evropo uvrščali, ker je osnovni cilj. In je dejstvo, da pač seveda je tudi ta homogenost problem. Bi pa poudaril, da to, kar govori, predvsem drži na dolgi rok. Mi imamo, lahko zdaj izgubiš eno tekmo, pa zmagaš 2, pa izgubiš eno, ampak če govorimo zdaj o 10 letih, pa 11, ko sem jaz zraven, za izjemo 2 sezon, mislim, da smo 8-krat bili izjemno uspešni. Tako da ta kontinuiteta je pa možna samo in zgolj ob urejenih medčloveških odnosih in to je, mislim, da zadeva, ki se pogosto na kratki rok se ne pokaže, pa se da s kvaliteto je tudi iti preko tega.
Na dolgi rok je pa to edina zadeva, ki vodi do nekega resnega rezultata, in na drugi strani, ne, saj mogoče je to čist naravna zadeva, ne, ampak jaz klub ne vodim na način, ne, mislim, jaz ga vodim dejansko, kot da bom v klubu ostal do konca življenja, ne, in zdaj, če je to neka zadeva, kjer ti dolgoročno dejansko misliš biti, ne, in nekako ne vidiš drugih rešitev ali pa drugih možnosti za kaj drugega, potem se prekleto dobro potrudiš, da je zadeva urejena, da so odnosi čisti, da ne more biti nekih čudnih zgodb in da ne more biti nekih prevar, nekih zavajanj, nekih laži, pa ne samo med nami znotraj kluba, ampak tudi do igralcev. No, jaz vedno rad rečem, ko se z igralci pogovarjam, ne, pa kakšne stvari seveda lahko daš v pogodbo, kakšni dogovori seveda tudi so čist, jih ne moreš pravno opredeliti, pa so bolj obljube, pa potem, ko pride kak nov, pa se še ne poznamo, je v bistvu vedno enak povem, no, da kar rečemo, izpolnimo, ne glede na to, ali je to pač potem za nas ugodno ali ni ugodno. Kar rečeš, moraš narediti, ker prvič, ko tega ne bom naredil, ne bom nobenemu več mogel reči to, kar bom zdaj njemu rekel, in sicer, da nikoli še nobenega nismo prevarali, ne, pustili dolžnega ali pa karkoli drugega. Tako da moram pa reči, da tudi igralci pri nas to zelo dobro sprejemajo, tudi zaradi tega, ker so v klubu izjemno dobro sprejeti, ker imamo izjemno ekipo ljudi, ki ne skrbi zdaj za igralce direktno na igrišču, ampak če govorimo o tehničnem direktorju Gregatu Krmavnerju, poslovno-finančna direktorica Tina Jeklic, celotna fizio ekipa, vsi ostali, ki so v klubu v končni fazi do vodje lokala, zakaj so tam, radi to delajo in igralci se zaradi tega vedno čutijo sprejete in je moje delo zaradi tega mnogo lažje. Jaz bi tu zdaj tako vprašal, ti si prej omenil, se pravi, na eni strani Red Bull, Salzburg, ne, na drugi strani Dinamo, zdaj ste vi, kaj vas v bistvu loči od slovenskega nogometa, tako da ste vi drugačni, kaj vam manjka, da bi lahko bili tam, kjer so pač Salzburg pa Dinamo. Zdaj, pač moje razmišljanje je, vi ste verjetno bili prvi, ki ste snemali vse treninge v Sloveniji, ne? Da ste imeli enega videoanalitika, ki je samo za video skrbel ves čas, ne? Zdaj, imate v tem primeru, mislim, da ste verjetno prvi, ki imate videoanalitika za mlajše, ki bo samo za to počel, ne? Zdaj sicer tu jaz bi pač te vmes verjetno tudi vprašal, glede na to, da ste šli v Tjašo, kdaj boste naredili tudi žensko, konkretno nogometno ekipo, ker tudi tu v podcastu prejšnjič, ko sta bila Tavares pa Dominika Čonč, tu smo tudi malo poskušali spodbujati ta ženski del nogometa. V glavnem, kaj vas ločuje, kaj vam manjka, kje se vi vidite v bistvu zdaj pa v prihodnosti pol tudi, no? Ja, če greva na ženske, najprej mi imamo v občini izjemno uspešno ekipo Žanek Radomlje, tudi izjemno številčna. Pa vi sodelujete z njimi, glede tega ženskega dela? Direktno ne sodelujemo, je pa tako, da se pa v naših mlajših selekcijah kar nekaj deklic vseeno še pojavi, govorimo o najmlajših selekcijah 7, 8, 9, in tiste potem z veseljem preusmerimo v Radomlje, da tam nadaljujejo svoj razvoj in svojo pot. Morda v tem trenutku še ni zadeva zrela, da bi imeli dve ekipe, pa ne vem, zakaj točno bi si šli tukaj delati konkurenco. Ko bo pa številčnost tam tako velika, da bo to smotrno, smo pa absolutno za to tudi. Se vam pa zna zgodi, da bo UEFA delegirala počasi tudi to, ne? Tudi to je možno, tudi na to smo pripravljeni. Pri nas je, ponavljam, največji problem infrastruktura, ne? Mi bi z veseljem to imeli, kolikor bi imeli še eno igrišče z umetno travo, pa recimo 2 ali pa 3 za naravno.
Vi zdaj razpolagate glavno igrišče, eno veliko umetno, pa dve velike naravne, ne? Ja, tako je. Ne. S tem, da mi od občine dobimo za izpolnjevanje celotnega programa samo umetno travo pa glavno igrišče. Mi najemamo obe veliki igrišči sami v lastni režiji, na lasten strošek, vzdržujemo na lasten strošek. Dve dodatni igrišči, ki jih primarno seveda koristi članska ekipa, nažalost, ker razmere ne dopuščajo, da bi mlajši bili gor, se pa trudimo, kolikor se da, no, tudi mlajše na naravno travo dajati, ker je pač zadeva zelo pomembna. Tako da, če se dotaknemo dela, kje smo blizu ali pa kje smo daleč od teh, mislim, da je infrastruktura največja razlika, ne, če nekdo pride pač v akademijo Salzburga ali pa Dinama, ne, je že na prvi pogled se seveda tukaj velike razlike vidijo. In pa potem na drugi strani je pa pač treba povedati, da to, da skrbimo za precej ali pa zelo dobro ali pa odlične medsebojne odnose, da pa pač iskreno treba povedati, da kdaj pa stroga profesionalnost tudi trpi, kar pomeni, da se tolerira morda dlje časa se popravlja določene napake pri trenerjih, dlje časa se vztraja pri nekih zadevah, ki bi jih morda v nekem strogem profesionalnem smislu mogel porezati prej, ne? Ampak enostavno si mi raje malo več časa vzamemo in pa to zadevo probamo narediti, kar pa pomeni, da pa morda pa kvalitetno nismo čistam. In podobno je tudi pri igralcih, ne? Če govorimo o sami selekciji, je lahko tam veliko bolj brutalna, kot je pa pri nas, kjer še vedno skrbimo, da tisti fantje, ki so iz lokalnega okolja, še vedno dobivajo neko priložnost, da ne pripeljamo preveč samo kvalitetnih fantov iz drugih okolij, če jih slučajno v tistem letniku v našem ni. In morda bomo lahko to zadevo majčkeno dvignili tudi na višji nivo za tem sodelovanjem z Adobom, kjer bomo imeli potem dovolj. Lahko v bistvu vprašam, zdaj, ko praviš lokalni fantje, koliko je recimo lokalnih fantov v Dinamo ali pa v Salzburgu, ko govorimo o kadetskih pa mladinskih ekipah? Ja, zelo malo, zelo malo. Ne vem, verjetno. Ok, moramo vedeti, da Zagreb pa Salzburg ali pa Tirolska je tudi zelo veliko večji, ne. Problem lokalnih fantov v našem primeru je tudi to, da čim je iz Dola pri Ljubljani, že ni več lokalen fant, pa je tukaj 3 kilometre od kjer jaz živim stran, tam do Kamenka nam še nekako stolerirajo, če od Komende bolj na sever je že v bistvu od Triglava. Ampak vse, kar je več kot 50 kilometrov stran od vas, da bi že morali zagotoviti, rečemo, tudi pol prenočišče. Mi imamo takih v akademijih, imamo trenutno 17. 17. Ja, verjetno v Salzburgu jih je pa takih 40-50. Tako je. Gotovo, recimo za mladinsko in kadetsko ekipo, ker mi oboje skupaj imamo pač v akademiji. Ne, gotovo jih je več in je tudi njihov scouting bolj temeljit in manj temu dajo poudarka, ampak še enkrat, ne ponavljam se, ne samo 50 kilometrov, mi dejansko se trudimo, da iz ožjega lokalnega okolja, če rečem, bivša ta velika občina Domžale, pa tukaj Kamenk, Mengeš, Komenda, pa tle mogoče do Litije, pa Izlake, da še pokrijemo. Želimo pač fante iz tega okolja dodatno spodbujati in moram reči, da smo kar uspešni. V končni fazi je Jan Repas, Žiga Repas, Žan Žužek, Jan Mlakar. On je že iz Sostrega, zdaj ali je dovolj lokalen ali ni. Ok, ampak načeloma, to smo tudi že pač v predodaju pogovarjali, vi vseeno imate potem določene težave zaradi tega, ker nekateri igralci, jaz se še spomnim, predvsem takrat sem z Dejanom Dončićem več govoril, ste imeli kar dosti težav z tega vidika, da so se igralci, ki so bili nosilci prvoligaških klubov, so se vam ponujali ali pa se vam še vedno ponujajo, da bi želeli priti v boljšo konkurenco, v boljše pogoje. Normalno, vi z vami, jaz se spomnim, da
je igral Southampton, ko ni hotel z nobenim drugim v Sloveniji igrati, z vami so bili pripravljeni vam, ne vem, plačati pot v Rim, zato da boste vi z njimi igrali. Ne. Se pravi, toliko ste že nekje postavili se tudi v Evropi na ta zemljevid, ne, ker na koncu, tudi ko gledamo zdaj v Salzburgu, zelo lepo zgodbo pele, pomagaj mi, prosim. Češko, ja, ki je zdaj tudi poklicano v A reprezentanco, ne. Sicer jaz vem, da je pač on štartal svojo pot v Krškem, ne vem, kje je pred tem. Štartal je v Ratečah, ne, in ta zgodba je zelo zanimiva, ne. In je v bistvu vsakič je naredil pač korak naprej, kar je za nekoga, ki je toliko talentiran, to normalna pot, ne. Zdaj, jaz bom to vprašanje pač predstavil tako, koliko v resnici dobivate vi potem vseh teh obtoževanj iz strani ostalih klubov in kakšne imate potem težave takrat, ko vi pripeljete 3 nove ekstra talente, ko morajo 3 ali pa 4 zaradi tega v bistvu zapustiti klub? Ta del čisto zadnji zdaj rešujemo s tem sodelovanjem z Dobom, ker bi radi pač samo povečali število igralcev, ki jih imamo lahko v svojem sistemu dela, in to zadevo ne ali odrezati ali ne pač malo omiliti. Tukaj so recimo zelo velikokrat profitirale zaradi tega, ker vsi tisti, ki so nekako pri nas odpadali, so nekako naravno pol pri njih končali in jim je seveda to pomagalo, da imajo tudi zdaj oni zelo uspešne mladinske selekcije. Kar se tiče teh obtoževanj, mislim, upam, da se ne sliši narobe, ampak prav zelo si ne ženemo k srcu. To je pač enostavno del profesionalizma, del nogometa, del razvoja. Tako kot sta ugotovila, ogromno je fantov, ki bi sami želeli k nam priti, pa smo mi zelo previdni, da se ne predimenzioniramo v teh zadevah, pa se nam prej zgodi, da imajo mladinci 2 na klopi, kakor da bi jih imeli 12. Ne. Ravno zaradi tega, ker tudi za razvoj mladega fanta je nujno, da igra, in zdaj, da mi pač nekoga sem vozimo in gomilamo samo zaradi tega, da imamo kakor najboljšo ekipo, pa jih veliko, seveda nima nobenega smisla, tako da vedno iščemo načine. Pri kateri starosti pa vi štartate s skautingom oziroma kje je recimo neka tista meja? Ja, klasičen mejnik je bil prehod v srednjo šolo, ki ga je pa Bravo predvsem svojo politiko prestavil na selekcijo U15. In je treba načeloma že, to se pravi tisti, ki prihajajo v U15 generacijo, 9. razredi, so zdaj v bistvu skoraj udarni letnik, v katerem mi že imamo skauting narejen in te fante že povabimo sem. Ampak govorimo o 2 ali pa 3 na sezono, na generacijo, nič več, ne. Vse ostale želimo pač počrpati iz lokalnega okolja. Ampak te zgodbe so tako malo populistične, malo kakor komu paše. Benjamin Šeško je zelo zanimiva zgodba, ker imamo novinarje, ki jim gre strašansko težko z jezika, da je bil on v Domžalah vmes in da je kar pomemben del razvoja tukaj naredil. Vsi poudarjajo Krško, kjer je bil pa ravno toliko časa, kot pri nas, kjer je bil prej v Ratečah. Tako da, zdaj, če smo mi Krškemu ukradli, je pa Krško Ratečam ukradel, ampak jaz mislim, da je šel pa samo po nekem naravnem razvoju in pa zadevo zelo dobro speljal. Moramo vedeti, da on, ki je bil pri nas, je kot vhodni kadet igral za mladinsko ekipo, ker tudi Birjukova ni bilo najlažje prepričati, ker je bilo vseeno to neki rizik, pa sicer smo z Mlakarjem to že prej probavali, ampak je bil on še leto prej že v mladinski ekipi in sta recimo takrat igrala on pa Darjo Kolubarič v napadu, v tistem letu. Tako da to je pač enostavno del tega procesa. Kar mi želimo narediti je to, da se takrat, ko se pač da oziroma ko je smiselno, poskušamo s temi klubi dogovoriti, da imajo pač oni neko udeležbo če mi te fante pač prodamo naprej, ker se nam zdi to edino fair, in jaz si že več let prizadevam na Nogometni zvezi, da bi to tudi v pravilnike dali in da bi ta nadomestila ne bila samo finančna v enkratnem znesku, ampak da bi nek solidarnostni del v to sabo nosil, ker mislim, da v teh primerih je
bi bilo pač pošteno strani tistih klubov, ki prodajamo, da nekih 10% pa namenimo za klube, ki so prej pač delali razvoj teh fantov, in bo potem tudi tega manj. No. In predvsem sistem je treba vzpostaviti, kako te kompenzacije spraviti do manjših klubov. Že na FIFI morajo tudi nam, ne, kot mikroklubu za svetovne razmere, omogočiti več in seveda tudi znotraj Slovenije moramo mi tukaj omogočiti več. No. Pri teh mladih fantih je pa pri skautingu bistveno, da si dovolj kmalu in da se jim dovolj posvetiš, ne, da dejansko čutijo in oni in starši, da imaš načrt, kaj boš z njimi delal, da imaš način dela, ki je kvaliteten, da imaš zadevo urejeno, da je fizičen del priprav urejen, tako kot je treba, pri nas imamo tudi prehrano urejeno in vse ostale stvari, šolo zelo dobro poskrbimo in to so pol tiste ključne zadeve. Lih pri Šeškotu je bilo pred kakšnim tednom, so nekaj o tem govorili, mislim, da je Šuler govoril v Mariborovem imenu, ne, ampak takrat, ko so se oni za njega začeli zanimati, smo bili mi že kar nekaj časa dogovorjeni in pa smo imeli že neke pogoje narejene, ker smo bili enostavno prej, no, in to je najbolj važno pri teh zadevah, no, da si pravočasen in pa kvaliteten v izvedbi tega. Točno to, kar jaz v bistvu kot kineziolog sem že tukaj v Rudarju, ko sem delal v mladinski šoli, smo se veliko o tem pogovarjali, a ne se pojavlja ta problem prezgodne specializacije v športu, ker je tendenca tega, da se čim mlajše fante zdaj že v bistvu novači in izpostavlja treningu. In je zelo pomembno, da imate tu v bistvu vzpostavljen celosten proces vzgoje in razvoja igralca, da ne trpi pol kasneje skozi kakšne poškodbe. Hotel sem pa vprašati tukaj, ko si govoril o tej piramidi klubov, od Rateč preko Krškega do vas, in pol ste tu vi nekje v tej piramidi in potem je normalno še dosti stopnic naprej, a ne? Vam je v bistvu zelo veliko je bilo govora o tem, takrat, ko ste igrali kvalifikacije pa play-off za Evropo, pa to vedno se borite v bistvu s tem prodati igralce ali biti rezultatsko uspešni, a ne? Kaj je v bistvu vam recimo želja ali pa vizija, vam je v redu tukaj, kjer ste, kar se dogaja, ali bi vseeno želeli mogoče na dolgi rok pa biti konkurenčni tudi v Evropi v kakšnem skupinskem delu? Ja, tukaj ni to nek resen konflikt, kakor je pač soočenje z realnostjo, ne. Ti pač za to, da funkcioniraš na takšnem nivoju, moraš zaslužiti, ne. Mi imamo nekega bazičnega budžeta, še vedno isto, kot smo ga imeli, ko sem jaz prišel, ne. To je okrog milijon evrov, to je tisti denar, ki ga dobiš iz različnih naslovov, sponzorjev in ostalih stvari. Vse nad tem, kar mi naredimo, moramo pa sami zaslužiti, ne. Mi funkcioniramo zadnje 3 leta iz cirka 3 do 4 milijone evrov, kar pomeni, da je bilo treba v 3 letih 6-7 milijonov evrov zaslužiti zaradi tega, da lahko funkcioniramo na tako visokem nivoju. In ni vprašanje ali prodajati, ampak je vprašanje samo, ali si sposoben toliko uspešen biti, da dvigaš ceno teh prodaj, ne. Tukaj zdaj nas je malo in korona in pa ta rezultatsko slabši del majčkeno presekal, ker smo ravno prišli do točke, ko smo dejansko lahko za zelo dobro ceno prodajali igralce oziroma nismo bili prisiljeni prodajati pod ceno, kot je pač večina v Sloveniji, zaradi realnosti, v kateri živimo, ne, kjer država šport zelo slabo podpira, kjer imamo relativno majhne oziroma napram tujini neobstoječe prihodke strani TV prenosov, strani sponzorjev, nekih resnih strani vstopnic in vsega ostalega, in smo enostavno prepuščeni sami sebi. In edina pot naprej je to, da prodajaš, ampak da ne prodajaš zato, da stare pufe plačuješ ali pa visoke plače prve ekipe, ampak da investiraš v stvari, ki ti pač prinašajo večjo dodano vrednost v prihodnosti, ne. In to je nekako naš modus operandi in tisto, kar si želimo. Absolutno si vedno želiš rezultatov, ne, ampak recimo ravno zdajle, ne, če mi pridemo v Evropo, je dejstvo, da nam ne bo treba mogoče čisto takoj prodajati ali pa bomo prodali enega, ne pa 3.
če ne pridemo v Evropo, nažalost bomo mogli 3 prodati, kar pomeni, da spet dobršen del ekipe na novo delaš, ampak je to enostavno samo garant, da bomo mi naslednje licenciranje spet šli skozi. In da v naslednjem letu ponovno ne bomo naredili izgube, ker je nismo v 11 letih, mislim, da naredili nikoli, kar sem jaz v klubu, ker vsaka izguba je pa lahko zelo, zelo hitro pogubna, če se začne ta zadeva valiti. Ne. Kaj ti pomeni, da boste vi šli v Evropo, kaj je to finančno potem? Ker jaz mislim, da se večina tistih, ki niso v nogometu, si ne predstavljajo, zapravi, prvi predkrog je vreden toliko, drugi predkrog je vreden toliko, zmaga je vredna toliko. Nam lahko to malo predstaviš? Če sem zdaj čisto iskren, jaz malo izbraževerja, niti še nisem šel gledati, kako je za ta novo tole Conference ligo, kolikšne so točne številke. Cerka za dobro, koliko je bilo pa na zadnje, ko ste vi zdaj igrali? Za Evropa ligo je bilo cerka 200 €, je bilo, da si prišel, da si se pač kvalificiral, to se pravi za prvo tekmo, potem je bilo 220, 240, 260 za naslednje 3, kar pomeni, da mi, ko smo prišli do play-offa, si dobil iz tega naslova približno 1 milijon. Ni pa to edino, seveda nekaj zaslužiš, potem tudi neke mage s TV prenosi, no, mi takrat, ko smo imeli Marseille, West Ham, je to le nekih, ne vem, podvojiš tisto, kar dobiš od lige, no, če smo od lige dobivali cirka 100 €, si pol še nekje 50-100 € recimo od tega dobil. Predvsem je pa pač dobra platforma za tvoje igralce in ti omogoča, da jih potem dražje prodaš naprej in spet tam prineseš noter, kaj pa je 10, 20, 30. Pa sponzorji se potem lahko... Pri nas ne. Mi imamo pač sponzorje, ki so načeloma bolj kot ne lokalna podjetja, imamo dolga razmerja že z njimi, 20-letna, in glavnina se jih ne menja. Nimamo nekega generalnega sponzorja, nimamo nobenih praktično državnih firm, ki bi nas sponzorirala, in da bi imel potem tam neko pogodbo, kjer bi rekel, ok, ne vem, dam vam 100 €, pa če pridete do tja še 10 €, pa še 20 €, pa še 30 €, ker je v tujini popolnoma normalno. Tega seveda v našem primeru. Niste imeli želje nikoli, ali nikoli ni prišlo do tega? Mislim, da vsi trije dobro vemo, kako se v Sloveniji sponzorstva državnih firm delijo. Ne? Gotovo ne po zaslugah in rezultatih, ampak po marsikaterem drugem kriteriju, ki večinoma tudi ni potem javen, ne? In gre za, po mojem mnenju, bolj za pajdaške posle, kot pa za kaj drugega. Tako da v tem delu pač mi nikoli nismo zraven prišli. Moraš imeti pač verjetno neko drugačno zaledje, no? Ampak mi smo se s tem sprijaznili, delamo s tem, kar imamo. Ampak seveda je velika razlika, ne? Če štartaš iz nič ali pa štartaš iz ne vem, 600 milijon, 1,5 milijon denarja strani neke državne firme, zaradi tega, ker pač ne z nekom se poznaš, z nekom dobro sodeluješ, ali pa je slučajno to podjetje iz tvojega lokalnega okolja. Ne? Tako da mi brez tega funkcioniramo in karkoli takega bi pač meni prišlo, nam bo samo olajšali in pa pohitrili našo pot. Tudi če pa to nikoli ne pride, bomo pa še mi vedno naprej rastali in napredovali iz sezone v sezono. Dokam, pa ne vem, bo treba še kakšno oviro verjetno odstraniti, da bomo še lahko višji, ampak mislim, da imamo potenciale lahko kar velike. Eno vprašanje, v prejšnji oddaji, ko smo imeli Tavareša tu, smo se pogovarjali o tem, da je takratni športni direktor Zahovič pripeljal njega, zato da bo okoli njega delal ekipo, ki bo potem prvak in da bojo tudi z njim šli v Ligo prvakov. Zdaj, ali je kdaj tudi pri vas prišlo mogoče do kakšne take ideje, ker Tavares je pač eksaktno tudi povedal, ne. Vsi v Mariboru so bili na prodajo, to sem jaz tudi enkrat z Zlatkotom govoril, ne, razen Markus, ne. Markus on je pač standard, ima to pa to pa to, ni na prodaj, vsi ostali pa lahko grejo, ampak okrog njega se je vseeno več ali manj delala zgodba, da so oni bili prvaki, da so igrali Ligo prvakov in tako naprej. Ste kdaj razmišljali o kakšnem takem projektu? V zadnjih letih je Ivrečič prevzel to vlogo, sicer je prišel pač v zrelih letih, mislim, da je bil star 30 ali 31, ko je prišel.
Ampak on je bil pripeljan z namenom te dodane vrednosti, ki bi nas pač potisnila naprej in tudi nas je, že v prvem poletju smo prišli do tistega Marseilla, tudi naslednja Evropa, ko smo prišli do Ufe, smo imeli pač kar precej smolo, no, da nismo prišli takrat spet naprej mislim, da celo prišli bi v tretje predkolo, pa imeli Luksemburžane, pa sem skoraj prepričan, da bi šli naprej in bi bili spet v play-offih. Malmo smo bili tudi predlani zelo blizu, tako da Senijad je pač tak tip igralca, ki je to vlogo prevzel. Nisem čist prepričan, če Tavares nikoli ni bil na voljo, vsaj en prestopen rok, vem, da so se kar precej mučili, da bi ga vsem prodali, da bi nekaj noter prinesli, pa se takrat ni se šlo. Ampak mi načeloma težko, no, še enkrat, Maribor ima kot klub le veliko večje zaledje nekih rednih prihodkov, kot jih imamo pa mi, no, in jaz mislim, da v našem primeru bi bilo celo malo neodgovorno. Ko smo se prej pogovarjali o številkah, ne, se pravi, vi že s tem, da ste prišli v tretji predkrog, ste zapolnili praktično polovico letnega budžeta, ne. Ja, moramo vedeti, zdaj tam načeloma nisem pol omenil, ne moramo vedeti, da od tega denarja, ki tam je, približno polovica gre za stroške. Približno 100 jurjev na kolo te pride gostovanje, avion, hotel, premije v končni fazi, potem kar nekaj znesejo, sploh v kasnejših teh predkolih. Ampak da priješ pa v Ligo prvakov, je pa v resnici, je pa potem čist neke druge cifre se pogovarjamo. Se vidimo, da Maribor ima še vedno, ne glede na to, da že par let dela izgubo, ima še vedno sredstva na računih iz tistih časov, ki so pač ostala. To je nekaj več, jaz mislim, da za nas bi že Conference Liga ali pa Liga Evropa to pomenila, ne, tista 1,5 milijona, 2 milijona, ne, ki bi jih preko tistega dobil. Jaz mislim, da spet za nekim pametnim investiranjem bi to nam izjemno veliko pomenilo in bi nas verjetno za kakšno leto, dve spet prestavili v tem našem načrtu naprej, ne, tako kot nas je mogoče transfer Benjamina Šeška, ki je bil pač tako ogromen, prestavil naprej, pa omogočil, da smo potem Čerina pa Nicholsona prodali zelo dober. In vsaka ta zadeva pomaga. Evropa ni, da bi zdaj na njej bogatel, je pa zelo fino, ker je pa pač nek svež denar, ki pride izven sistema, noter v sistem in je potem seveda sistem veliko lažji peljati. Ko si pa pač finančno siguran, je pa lažje potem tudi športno politiko voditi, ker lahko potem zahtevaš bodisi bolj primerne odškodnine, ne, ker nisi prisiljen v sprejemanje pač nečesa pod ceno. To na očeh si, ne? In viden si. Tako da to je v bistvu največji plus, ki ti ga to prinaša, predvsem neko mirnost in pa možnost neka napredka. Zdaj, če ostaneš samo v slovenski ligi, bo zelo težko naslednjo sezono boljši. Se to nosi pa tudi neko odgovornost zraven, pa določen rizik, ne, ko prideš do tega nivoja, ker se deloma tudi stroški povečajo in tako si rekel, če pa ostaneš brez tega. Pa zdaj iz tega finančnega dela niti ne nos, pa vsaj za nas je bila velika odgovornost, kar se tiče predstavljanja države. Mi smo imeli v mojih uvodnih letih kar nekaj problemov, pa nekaj smole, da smo v prvih krogih izpadali, ker smo imeli tudi zelo dobre nasprotnike, ne. Enkrat je bil RNK Split, se zdaj ne sliši tako dobro, ampak RNK Split je bil v tistem času Osijek tega, kar je zdaj, recimo, ne, Osijek na Hrvaškem. Čukarički, ki je bil v tistem času konkurenčen Partizanu in Zvezdi, in pa Astra Đurđu, ki je imela 100 milijonov ali 50 milijonov proračuna. In smo imeli precej smolo in žrebom in za samimi tekmami in je bil kar močen pritisk, predvsem iz tega, da se hočeš na mednarodni sceni dokazati, ne, ker se toliko časa boriš na domači sceni, da do tja prideš, da potem tam ne dokažeš in pokažeš tega, kar si sposoben, to je bilo za nas kar hudo, no. In ko smo enkrat preko tega prišli, se je zelo odprli in smo te zadnje evropske sezone veliko boljše igrali, veliko bolj zgledali, bili veliko bolj sproščeni, veliko bolj navajeni in jaz mislim, da smo tudi prek tega videli, zakaj je Maribor lahko do tja prišel, no. Če si redno v Evropi, če si ves čas zraven, če dosežeš nekaj, ko prebiješ nek let,
je potem veliko To lažje. ni pol sam izkušnje igralcev, ne? To je tudi izkušnje celotnega kluba, organizacije, priprave. Daleč od tega, igralci se iz sezone v sezono precej zamenjajo lahko, ampak se gre tudi za dojemanje vseh ostalih, kako se s tem spopadaš, kakšna so pričakovanja, kako si tega navajen. Da ni euforije prevelike. Pripravljen in tako, ja. In euforije, in strahu, in vsega skupaj. No? In potem, sploh, ko kakšno tako tekmo zmagaš, ali pa vidiš, da lahko igra z enim Marcelom, ki ima, ne vem, 100-krat večji proračun od tebe, ne? Pa s Freiburgom, pa z West Hamom, pa vidiš, da si tam, da si egal, da ni zdaj to, da niso vesoljci, da ne bo 7-0, samo zaradi tega, ker pač služijo toliko več denarja, je potem. So to pomembna sporočila, no, in trenerjem, in celotnem stafu, in igralcem, ki so zraven. Pri nas so mnogi mladi igralci ob tem zraven izpopolnjevali in razvijali. In tako. Pa se mi zdi, še en problem tega uspeha je tudi to pol, kako prenesti nazaj na slovensko ligo. Vidimo tisti klubi slovenski, ko mogoče niso navajeni tega, imajo pol kot po pravilu težave naslednjo sezono v slovenski ligi. Celje, Rudar je bil takrat, ko se je Evropo vrstil naslednjo leto, visel, pa tako ali tako pol izpadel. Tudi s tem smo se mi spopadali, je čisto normalna zadeva. Tukaj je organizacijsko problem na strani nogometne zveze, zaradi tega, ker ne glede na to, da imamo strašansko veliko evropskih sodnikov, je sojenje pa pri nas na naših tekmah strašansko slovensko. Ne. Ampak to že govorimo o kadetskih, mladinskih ligah. Tam je še hujš. Tam je še hujš. Pred leti so na Hrvaškem se odločali, da bodo enostavno pač kriterije dvignili, da bodo sodniki puščali več igre, bolj fizično igro že v kadetskih in mladinskih selekcijah, in jaz mislim, da se jim to absolutno obrestuje, ker so vsi hrvaški klubi veliko bolj pripravljeni na igranje na mednarodni sceni kot pri nas. In to je nas na začetku izjemno tepel, ker smo prišli in smo igrali z Astro in oni so nas premlatali, dobesedno so nas premlatali in odšli z enim rumenim kartonom. Nam ni bilo nič jasno, kaj se dogaja, nam se zdelo, da so nas res tepali. Ampak enostavno pač na evropskih tekmah se dopušča veliko več igre, ni faulov samo zato, ker se nekdo zadere. Pač mora sodnik videti, da se je nekaj zgodilo, pri nas je pa en kup tega sojenja na 45 metrov, na občutek, na feeling, na neki, na to. Napadanje na žogo in tako naprej. In to so une stvari. In potem, ko prideš nazaj, smo imeli pa na drugi strani velike težave, da smo prišli nazaj, igrali na evropski način in bili pol sankcionirani. In je bila una sezona s Simonom, en let smo dobili, ne vem, 7 rdečih kartonov v pol sezone. Je res, da smo takrat za nekaj časa bili malo preveč nevarni, mogoče Olimpiji pa Mariboru, pa so nas na tak način hoteli tudi malo hladiti, no, ampak nismo pa zdaj s palcami hodili okoli, pa kolena lomili, no, da bi bilo tako. Tako da tukaj imamo en velik problem sodniško organizacijo, ki ni čist vezan na posamezne tekme, napake, odločitve, delegiranje in ostalo, ampak čist na filozofijo. Na filozofijo tega, kako bi mogli sodniki usmerjati nogomet zaradi tega, da bo nogomet boljši. Pri nas se pa ukvarjamo s tem, kako se bo nogomet prilagodil zaradi tega, da bodo sodniki izpadli boljši in pa da delajo manj napak. In tukaj je ena velika zamujena priložnost, 10 let že na te zadeve. Ne bom rekel, da vsi opozarjamo, ampak nekateri definitivno zelo glasno opozarjamo, pa se ne moramo zmeniti niti za sestanek. Sodniki niso na komisijo za profesionalni nogomet niti na sestanek želeli priti predstavniki sodniške organizacije. Tako da tle je ena velika rezerva slovenskega nogometa, ki jo bo treba čim prej počrpati, no, ampak v trenutni konstelaciji ziher ne, no, dokler je takole kot trenutno. Treba bi se bilo sploh odločiti, se mi zdi, na ravni države, kam želimo zapeljati slovenski nogomet, oziroma kaj želimo, da je produkt na koncu. Zdaj, če želimo konkurenčnost v Evropi, normalno bomo mogli na vseh ravneh delovati na ravni Evrope, pa se spodbujati. Absolutno je to nekaj tega, ampak je prvi predpogoj, tako kot znotraj našega kluba, je potem tudi za uspešnost znotraj nogometne zveze komunikacija. Te komunikacije pa ni, verjetno ste tudi na lastni koži občutili v zadnjih letih, sploh v tej krizni situaciji, na kakšen način se odločitve sprejemajo.
nihče ne ve niti kdo jih sprejema, da bi bila kakšna resna stroka zadnji, absolutno ne. Klubov se prej ne upošteva, kot pa upošteva. Ne, in zato pravim, no, iz tega vidika sem jaz kar malo pesimističen, ker ni dovolj posluha, ni dovolj dialoga, ni dovolj stroke. Jaz sem v tem obdobju bil zelo skeptičen, kako smo se vračali nazaj na igrišče predvsem. Ne. Torej, glavni problem, da smo bili zelo dolgo časa odsotni z igrišča in potem na zelo hiter način, da smo se vračali in sem se pač tudi nekajkrat poskušal pridobiti informacije prav iz strani Nogometne zveze, strani Zveze nogometnih trenerjev Slovenije, kakšne imamo mi poglede, pa kako gledamo na vse skupaj. Ker kasneje, ko sem se pogovarjal s trenerji prve lige, druge lige, kadetske, mladinske, pa tudi pač v članskem nogometu smo videli, da v štartu je bilo kar nekaj takih zanimivih ali pa nepričakovanih poškodb in še česa drugega zraven. Mislim, nepričakovanih, po drugi strani pa pričakovanih. Ja, poškodbe so bile popolnoma pričakovane in tudi, če gledamo, kaj se zdaj dogaja, mislim, da nobena ekipa nima manj kot 5 poškodb po prvi ligi. Mi smo odigrali zdaj v enem mesecu 11 ali 12 tekem, to je absolutno nemogoče zdržati. Pa niti ni mogoče toliko problem letošnja sezona, problem je lansko leto, kako se je lanska sezona zaključvala, kako se je začenjala nova sezona. Ne? Lahko rečemo kakšno o tem, zakaj so bili naši klubi v Evropi tako mizerno uspešni, zaradi tega, ker smo se tako lotili in zaključka lanske sezone in začetka letošnje. Ne? Mi smo lansko zaključovali do 15. augusta, potem se je pa konec augusta Evropa začela. Nemogoče, da boš ti 15. augusta na vrhuncu oziroma zaključoval sezono in 14 dni kasneje pripravljen za Evropo. To je absolutna strokovna norost, ne? Ampak seveda takrat Nogometna zveza teh argumentov ni poslušala, so pa bili klubi, ki jim je pa pač tudi ta zadeva za njihovo zgodbo odgovarjala in so pač te zadeve zagovarjali. Tako da tukaj zdajle v zadnjem letu in pol smo naredili skoraj vse, kar se da narobe, smo skiksali. Sicer seveda nogomet je živa stvar in smo se mi prilagodili, ampak jaz mislim, da to sliko najbolj ponazori tiste volitve mislim, da za trenersko organizacijo, kjer smo imeli Bojana Prašnikarja na eni strani, pa enega gospoda, ki jaz se upravičujem, ampak jaz še danes se nisem zapomnil, kako mu je ime, ki je potem postal predsednik trenerske organizacije. Igor Bole, ja. Sicer je bil potem užaljen in razlagal, da že zelo dolga leta deluje v trenerskih vodah, kar jaz tudi verjamem in spoštujem, ampak verjamem in pa spoštujem pa gospodu Prašnikarju vendarle majčkeno bolj kakor pa temu, ne, in da je potem tam prišlo celo do neke politike zadaj in do nekega nagovarjanja in do nekih teh zadev. Mislim, to je res žalostno, no, za slovenski nogomet, da si tako lahko talec neke intrapolitike, ki definitivno ne vodi nikamor naprej. No, mogli bi se predvsem pogovarjati, z argumenti bi mogli priti ven, ne. Je pa dejstvo, da ko začne z argumenti operirati, je pa treba tudi neka znanja imeti za to, da lahko pač sploh te zadeve debatiraš, in vkolikor so pač na pozicijah, ki odločajo ljudje, ki teh znanj nimajo, je pač to problematično. Jaz se pogosto v tej vlogi znajdem, ne, jaz nisem niti športno izobražen, ne, govorim difovsko, niti sem trenersko licenco naredil, ne, ampak zaradi tega je pač moja naloga, da lociram in najdem ljudi, ki o tem veliko več vejo kot jaz, ki jim jaz lahko zaupam, zato da mi oni povejo, kako je treba se odločati in da jaz potem na podlagi njihovih mnenj odločitve sprejemam. Ne. To je pač racionalno vodenje. Ne, Matej, ti veš, kaj pomeni DIF? DIF. To bo nek štos zdaj. Ne boš štos, ne boš to. Ampak midva smo oba difovca, ne. In meni je tako prav zabavno, me včasih pol vprašam, ne, ljudi, če vejo, kaj pomeni DIF, ne. To je v bistvu prav zares, kaj pomeni? Ne vem. Državni institut za fizično vaspitanje Beograd.
Ja, ok, to je pač kratica, je ostala še od takrat. Ja. Od tam je ostalo, ne? Mi smo pa vseeno s fakultete za šport. No. Ampak na vse to, kar si zdaj... Se upravičujem. Ne, malo šale. Na vse to, kar si ti zdaj, tako, jaz ne bi želel preveč v politiko ali pa ne bi želel preveč v vse te trenerske sfere, ki tudi znajo tam včasih malo bolijo. Najbolj pač bolijo, zato sem vprašal, v tem trenutku smo midva imela tudi zelo veliko težav z raznoradnimi poškodbami, predvsem temi atipičnimi, ali pa tisto, kar midva nismo navajena. Imamo pa vprašanje naslednjega gosta tu zate. Kako ste v času izostanka treningov in tekem poskrbeli za zdravje oziroma preprečevanje poškodb nogometašev? Kaj bi sedaj naredili drugače? Si kaj seznanjen bil s tem? Ja, mislim, smo bili seveda ves čas na vezi. Zdaj, še enkrat, pri nas Janko Šer je odgovoren za ta del. Mi smo imeli v bistvu malo različne izkušnje teh karanten. Mi smo bili denimo lani avgusta, ker nobeden se ni prav veliko sekiral za korono, smo bili recimo popolnoma izolirani, 14 dni so čisto individualno delali, ne? In tisti je bilo res neprijetno. Do čim smo lahko pač v nekih skupinah delali, je bilo pa boljše. No? Predvsem z istimi načini, ki so v bistvu prej sprejeti, s tem, da je seveda pri nas mogoče malo lažje, ker so fantje profesionalci in je telo le njihovo prvo orodje in potem oni sami zelo za to poskrbijo in dejansko izvajajo vse tisto, kar jim predpišemo. Tako da mi v bistvu leta, že zelo dolg, no, jaz se spomnim, ravno prej smo o Birjukovu govorili, je bila ena jesen, mislim, da smo imeli 17 poškodovanih od kadra 30, komi smo se sestavljali in smo potem zelo sistematično začeli na tem delati, že mislim, da od U11 imamo vsaj enkrat tedensko specifične treninge, zelo sledimo, da je ciklizacija nekako narejena, pripravljalna obdobja posebej načrtujemo, obremenitve merimo praktično dnevno, tako da malo sledimo tudi temu, koliko so fanti. A lahko vprašam, kaj uporabljate od teh diagnoz? Vem, da ni to čisto tvoje področje, ampak vseeno. Od diagnostičnih metod, to, kar si rekel dnevno, da spremljate recimo? Izbranci imajo gor GPS naprave, kar pomeni, da pač merimo približno, realno, koliko je bilo od tečenja, koliko je bilo šprintov, koliko je bilo določenih hitrosti. In pa potem oni v bistvu čisto subjektivno ocenjujejo težavnost treninga in svojo utrujenost. Imate te obrazce, a ne pa tako, vprašalnike. In potem nekako s časoma, ko dobiš neke podatke, si točno veš, kjer pol malo bolj jamra, pa kjer malo manj jamra, ampak ne, če en rekel, da večinoma govori, da so treningi za 6, pa da je utrujen za 7, pol pa kar naenkrat je pa za 8, pa 9, pol veš, da mogoče si majčkeno preveč obremenil, če pa unka skozi prav, da je na 9 utrujen, pa pol naenkrat na 6 pade, pa verjetno si pa malo premalo naredil. A vidiš, tu je zelo pomemben faktor to, kar si rekel, da so pri vas so profesionalci in tudi mlajši igralci se v bistvu zavedajo, v kakem okolju so, ne? Ker mi smo, jaz vem, da imamo izkušnjo mi recimo iz ene od ekip, ko smo to delali in so igralci pač imeli slab dan, pa je rekel, danes mu dam tisto dvojko ali pa danes dam to in si dobil totalno nerealne rezultate, ne? In tudi to je v bistvu na koncu vpliv tega cele energije pa občutka, ko ga imajo igralci pri vas. Ja, tudi to, da jim vnaprej razložiš približno, kaj pomeni, in da se tega držijo, da imajo tudi sami zase nek občutek, vse v končni fazi, ko igralci pridejo neka leta 28+, če so delali profesionalno, če so imeli profesionalen suport, do takrat oni precej dobro spoznajo svoje telo in precej dobro sami zase vejo, kako funkcionira telo, kaj mu pomaga, kaj mu ne pomaga, kako zadevo kontrolira in pol se tudi s tistimi lahko precej pomagaš. No, imamo pa izjemno srečo, še enkrat, da imamo kar precej igralcev že leta, tudi te, ki se vrtijo, no, da so karakteri taki, da enostavno so veliki garači, veliki delavci, vidijo v tem tudi zelo velik izziv v izboljševanju sebe, v izboljševanju drugih, v pomoči, optimizacije procesa.
In pa še enkrat, in trenerska, in pa pri nas v tem delu zelo veliko tudi fizio ekipa sodeluje, izjemno predana svojemu Pa ste delu. imeli vseeno povečano količino poškodb zdaj po koroni? Ja, absolutno, in to eksponentno več. Koliko imate pa vi fizioterapevtov v klubu noter? Tri. Vsi trije delujejo za člane ali imate to razdeljeno? Vsi trije delujejo za člane, s tem, da eden je pa pač, oziroma lažem, 4 so, s tem, da 3 so profesionalni, en je honoraren, eden izmed teh 3 profesionalnih skrbi za bomo rekli, mladince pa kadete, pa delno malo U15, medtem ko pa ta honoraren pa skrbi še za tisti preostanek, da se naredi se tam potem se v bistvu. Kaj pa kondicijski trenerji, so to kineziologi ali so kaj drugega? Jan Košer, ki je v bistvu prvi pomočnik trenerja, ampak obenem tudi za kondicijsko pripravo skrbi v prvi ekipi, je diplomant fakultete za šport, ampak je iz vidika športnega treniranja. V mlajših selekcijah imamo pa 2, eden je Bernard Jarc, ki je ravno tako default izobražen, izhaja iz atletike in skrbi v bistvu za tekalni del priprave, oziroma predvsem recimo mi imamo zelo veliko težav, ampak kar pogoste so težave s tehniko teka v mlajših selekcijah, tako da se s tem recimo veliko ukvarja. Saj jih imamo vsi, samo vi se posvečate temu, pa opazite, da je. Denimo. Ta drugi je pa Danilo Jembršič, ki je pa v bistvu kar težko atlet in pa skrbi bolj za te zadeve, ko vključujemo že tudi kakšne pa še pol pri vas vse raziskave zraven naredi, da še kakšne članke za po doktorskem študiju. Jaz sem pri njem delal prakso. Danilo je izjemen delavec, izjemno študiozen. Mislim, da smo se eno drugega ogromno naučili. Kar nekaj časa smo ga malo prilagajali na nogomet, da je majčkeno drugače vse, želje, zahteve, ki jih mi imamo. Odnosi. Ja, ko smo pa pol prišli nekje do sinergije, pa mislim, da zadeva super funkcionira in enkrat na teden on oddela, enkrat na teden z vsako selekcijo Bernard oddela in to zadevo naredimo. Kar se pa tehnike teka tiče, tisto, kar ste prej rekli, mi se tega zelo zavedamo in smo v bistvu tudi precej omejili število treningov teh najmlajših selekcij in poizkušamo spodbujati, da se ukvarjajo še s kakšnim drugim športom. Zaradi tega, ker je vsaj v teh letih, po mojem mnenju, to zelo pomembno. Mislim, da vse raziskave že to kažejo, da pa tudi, če gre v tabornike, pa gre po gozdu malo plezati, pa lazati po kamnih, ali pa s planinstvom se ukvarja, ali pa če plešejo, ali pa karkoli. Ampak to je v njihovi lastni režiji, nimate znotraj klubskega programa teh stvari. Mora biti v lastni režiji, ampak ne, želje tam so tudi, da bi imeli po 4-5 krat na teden treninge, ampak smo imeli, mislim, da na 3 zdaj, tako da imajo v bistvu 2 dni na teden še za druge stvari in to aktivno vse spodbujamo v tem delu. Absolutno mi vključujemo elemente ostalih zadev tudi noter, osnovne gimnastike, osnovne atletike, pripoznavamo pa strokovnost tudi komu drugemu, ki morda na kakšnem drugem področju lahko to boljš naredi. In tudi jaz se tega absolutno držim, tako da moja 2 sinova oba zelo široko paleto športa obiskujeta, ne glede na to seveda, da je nogomet primarno, ampak delamo še marsikaj drugega zraven zaradi celostnega razvoja, ker je pa dejstvo, da pa ponavadi fantje, ki so nekako celostno se razvijali, imajo manj specifičnih težav v kasnejših letih mladinske kariere, tudi ko se potem popolnoma specializirajo za nogomet. To smo ravno z Nazem govorila, da jaz zdaj sem ravno po športnem genu še v razponu noter berem. Bi priporočal vsem, smo tako rekli, bi včasih tudi kako oddajo, samo o kaki taki zadevi naredila, da bi predstavila, koliko je ta ozka specializacija, mogoče slaba, ali pa kaj vse nam lahko ponuja še kaj drugega. Omenil si tudi, da imate psihologa. Je to zaposlen pri vas, ali imate to zunanjega sodelavca? Kako imate pa s tem narejeno? Mi imamo v bistvu 2 psihologa.
nista polno zaposlena pri nas, ampak v bistvu honorarno sodelujemo, čeprav načeloma se plačana sta zelo solidno, tako da načeloma bila tudi to edina zaposlitev, no, ni spet zdaj to strašansko veliko, seveda morata druge stvari delati, ampak tudi naše potrebe niso tako velike. Blaž je zaposlen za člansko ekipo, Meta je pri akademiji, tako da v bistvu ona največ pomaga pri šolskih zadevah, pri morebitnih disciplinskih problemih, ki so tudi v teh mlajših selekcijah. Moram reči sicer, da jih imamo izjemno malo in tudi cene imajo fantje glede na obremenitve, ki jih imajo, zelo dobre in smo zelo veseli in ponosni in praktično pri vseh vztrajamo, da je pač ne glede na vse je šola tudi nekaj, kar mora narediti, ker je spet proces celostnega razvoja, ne, če mora mogoče pri 7, 8, 9 letih iti tudi na gimnastiko ali pa smučati se naučiti, pa te stvari, je pa potem v teh najstniških letih ta šola in ta stabilnost in pa ta neka odgovornost, ki tam pride, je tudi zelo pomembna, tako da se ona bolj s tem ukvarja. Seveda vloga Blaževa je pa v prvi ekipi klasična iz vidika iskanja motivacije, iskanja morebitnih strahov, trem, razčiščevanja teh zgodb, pomoči trenerju pri ekipni dinamiki. To je zadeva, ki smo jo... V bistvu dela tako z igralci kot z trenerji. Zdaj, tudi trenerju pomaga, da je kot on, da kako reagira stabilen, koliko je in vse ostalo. Pri igralcih je načeloma tako, da načeloma lociramo bodisi tiste, ki izkazujejo kakšen, ne bom rekel zdaj problem, ker to niso problemi, to so pač značajske lastnosti, s katerimi se potem vsi spopadamo in se želimo osebnostno razviti. Tako da niso to nikakršne težave ali pa bolezni, ampak so enostavno samo okoliščine, v katerih se znajdemo. Če ne znaš z levo nogo, boš pa pač trenirati mogel z levo nogo in z jo boš na treniral in bo boljš, ne. Iz vidika trenerja je pa predvsem ekipna dinamika, majčkeno pomoči, starejši, mlajši, ne, kako kdo reagira, v kakšnem je kdo stanju. En kup je tukaj enega pogovora. A vključujete to diagnostiko mogoče že v sam scouting oziroma v selekcioniranje, ko recimo razmišljate o nakupu nekega igralca oziroma pride nekdo na probo k vam? Zelo bi si želeli. Nažalost pri samem incoming skeniranju za člansko ekipo nimamo še toliko razkošja v izboru, da bi lahko zdaj šli tudi te zadeve detaljno preverjati. Seveda jih preverimo, poskušamo seveda takrat, ko je to možno, v večini primerov je pa spet to bolj stvar situacije. Kjer čutimo, da imamo večji vpliv, je pa to pri razvoju mladih igralcev, tistih, ki prihajajo skozi našo akademijo, kjer se jim pa res ekstenzivno posvečamo tako preko določenih skupinskih vaj, ki jih izvajajo, kot tudi potem specifično z individualnim delom na posameznih igralcih, predvsem pri prehodu iz mladinske v člansko ekipo. Je pa to zelo različno, so fantje, ki tega ne potrebujejo, so fantje, ki to zelo potrebujejo, pa mislijo, da ne rabijo oziroma ne želijo. So fantje, ki si to želijo, pa tudi ne rabijo, ne? So pa pol tisti, ki pač to želijo, potrebujejo in potem imajo dobre rezultate. Tako da, tako kot pri vseh teh zadevah, ki so povezane z mentalnimi zgodbami in za glavo, jaz mislim, da nekje v 50% smo uspešni, v 50% nismo uspešni, se pa skoraj nikoli ne dela s tem škoda. Jaz bi sam tu pač povedal, da meni je bilo vedno fascinantno, tudi mi smo imeli pač na fakulteti za šport Mateja Tuška, ne, pa tudi drugače, ko ga tako poslušaš, dostikrat govori razne prigode, zgodbe iz sveta športa, so prav zanimive toliko, ne vem, da je imel tekmovalca, ki sta prišla, da bi jima pomagal. In ko je rekel, kakšni so cilji, lani smo bili 15, letos bi radi bili 10. Ne. Se pravi, kako cilje postavljati, ne, ko je on potem njima postavil cilj v smislu, če ne gremo na prva 3 mesta, je brez veze. Ne.
pa mene ne rabta, za 3 mesta naprej ni problem. Ne. Ali pa drugo, da so naredili cilj, da bo nekdo med prve 3, ne, pa da ga je klical 3 zjutraj, ne, pa je rekel, problem imamo, pa v čem je problem, vodim. Ne, se pravi, s kakimi vsemi težavami se pač ljudje srečujemo, tudi vemo, da nekateri, ko prihajajo, ne vem, na igrišče, pa je 500 ljudi na stadionu, že imajo težavo, ne. V prejšnji oddaji pa tovariš, več, ko je bilo ljudi, bolje užival, pa bolje čakal, da stopi ven na igrišče. Ne. Zdaj, koliko smo si tu v štartu različni, ampak na drugi strani pa lahko tudi z pomočjo znanja psihologa, pa še koga drugega, zagotovo pomagamo igralcu, da dosega lažje potem ta tekmovalni cilj, ker mi pa smo v tekmovalnem. Mi zdaj ne igramo samo zato, da bomo se igrali, ampak mi v resnici pač tudi tekmujemo. Ne. Reci, Naci. Tu pa jaz bi še pa mogoče eno drugo Tuškovo prigodo oziroma kolumno enkrat spisal, ko mi je bila zelo zanimiva, se pa bolj tiče v bistvu mlajših igralcev oziroma otrok in pa njihovih staršev, in je rekel, da redno dobiva starše, ki pripeljejo otroka in rečejo, poglejte, a bi vi pogledali mojega otroka, če se splača v njega vlagati. In je rekel Tušek, jaz vsem rečem, če bi radi v njega vlagali zato, da bo enkrat olimpijski prvak, pejte rajš staviti pa dati na loto ta denar, ko bi ga vložili v njega. Če mislite v njega vlagati zato, da bo se razvil kot osebnost, socialne veščine, razvil disciplino, delovne navade, bla, 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 zastavite hišo, sposodite si kredit pa vložite vse v njega. Ne? Tako da, Ja, se z Matejem se poznava in smo sicer sodelovali, še nismo, no, ampak on je veliko bolj specializiran za te individualne športe in tam je mogoče ta sam vidik rezultatov veliko bolj pomemben. Kar se tiče nas, je pa mogoče dinamika malo drugačna pri ekipnih športih in mi pomoč psihologov tudi delno uporabljamo za to, da izboljšujemo sam rezultat, ampak predvsem želimo pač neko rast skupno narediti. Kar bi bilo tle, za te otroke se absolutno strinjam, mislim, to je, zdaj sicer sam prihajam v to zgodbo, jutri ima moj sin prvo tekmo, tako da mogoče se bomo kdaj kasneje slišali, kako bom na to zadevo reagiral, da ne bom zdaj tle prav zelo pameten. Jutri bomo enega s kamerami poslali, da te snema, kaj vse v teoriji vse vem načeloma, kako se mora starši obnašati, me pa prav zanima, ali bom sposoben tudi potem v prvoosebni vlogi to narediti, no, ampak malo za hec, jaz sem prepričan, da bom, no, ampak ta del okrog otrok se pa absolutno strinjam s tem, kar je povedal, in mislim, da je absolutno na mestu. Tudi s tem se pač mi zelo pogosto srečujemo in je za otroke predvsem to zelo naporno, no, da se na tak način dela. Matej, se ti kaj svita, kdo bi lahko bil naš naslednji gost? Ki ti je zastavil vprašanje. Je zastav, pa sem že 2 dobil, to pa že 3. Ne, ti si dobil enega, si dobil od Zdenkota, ne, zdaj ta drug je pa bila ena dama, po glasu mislim, da je mlajša. Ne, se mi ne svita. Ne. Glede na to, da smo ona te že spraševala o rehabilitacijah, pa vsem tem, nogomet, koliko je kaj fizioterapeut pri naši prvi ligi? Ja, se opravičujem, veš, ker ne poznam po imenu. Vem zdaj, v katero smer se... V kateri klub gremo? Meni se v Mursko Soboto, ne? Ne. Što tam je? Celje? Ne. Vašo bližino. V NK Bravo gremo. Seveda. Eva Globokar, NK Bravo. Bo tudi zanimiva debata. Fizioterapeutka. Ja, to so definitivno tudi zanimive zgodbe iz vidika tega, kako je punci v tej vlogi, ki je le precej fizična, tako fizično naporna, zaradi tega, ker je masaža dejansko trdo delo, in pa iz drugega vidika, ker je
ne gre drugače, Vseeno. kot da se dotikaš. Moško okolje. Ja, in to. garderoba, in sej vemo, kako se politiki, ki kakšno packarijo rečejo, se zgovarjajo, da to je, kako že rečejo. V naturi, a ne. Ja, da se pogovarjajo, kot da so v garderobi, in da tam je pač so bolj moške debate in tako. In jaz sem prepričan, da mora biti to izjemno zanimiva funkcija tudi za njega. Moramo, pač z Nacetom smo se odločili, da skrbimo za kvoto, ker bi res želeli pač privabiti čim večje raznovrstnost v ta naš slovenski nogomet. Jaz že, ko sem deloval kot vodja nogometne šole v Velenju, smo zelo podobno pač poskušali razmišljati kot vi, neke stvari skopirati, neke stvari malo spremeniti, sploh kar se tiče sodelovanja z drugimi klubi, tako kot si ti omenil, da bi se mogoče že nekoliko pogodbeno naredili, ko igralci prehajajo, da dobivajo potem klubi nagrade v primeru podpisov, pogodb, prodaj in tako. En del tega je bil tudi zagotovo nogomet za vse in potem ločiti pač ta, ko rečejo v tujini, elite football, za tiste, ki so talentirani, da bojo lahko nekaj več naredili, pa tudi ta ženski del, zaradi nogometa, ki je v Velenju nekaj časa bil zelo dober, pa vemo, da so bile povsem pri vrhu, ampak nikoli pa se ni dovolj razpasil ta nogomet, tako da bi bilo pa količinsko deklet več. Je pa druga zadeva, ko bi jo pač iz tega ven želel povedati, je, da mi se premalo se zavedamo, da ko midva tudi v špici rečemo, nogomet ni samo zmaga in poraz. Ti si igral nogomet, pa nisi bil profesionalni nogometaš, pa si danes športni direktor. Midva sva igrala nogomet, nihče od naju ni bil profesionalni nogometaš, Nace se je vrnil v vlogo kondicijskega trenerja, jaz v vlogo trenerja. Tudi vsi, ki so nekoč igrali, hodijo na tekme zaradi tega, ker so bili v nogometu, in zaradi tega je ta logika tega, da je to neka skupnost, je zelo pomembna. Vi pa udarjate v tej vaši rumeni družini, in marketinško tudi zelo ste prodorni na en kup drugih področjih. Med drugim pred dnevi smo ravno s svojim sinom brala vašo knjigo o Bober Domži, ja. O tem Bobru, ki je drugačen, ampak vi res delujete na zelo širokem spektru. Kje vam v bistvu, kje dobivate ideje, zakaj se odločate za take projekte na koncu? Ker to res privablja potem marsikoga, ki mogoče se nam v štartu niti ne zdi. Ja, nekako ta nogomet dojemamo kot eno poslanstvo, in vse teh projektov je zdaj že toliko, da jih je bilo res že veliko. Nekaj njih je promocijskih, nekaj njih je recimo dobrodelnih, za Anino zvezdico že 8 let, kar je nastala, z njimi sodelujemo, pa še na mnogih drugih zadevah. Zdaj nas je korona malo presekala, ampak mi smo zelo redno vrtce obiskovali, recimo ravno z našo maskoto Bobrom Domžijem. Gre se za to, da pač v tujini malo vidiš kakšne dobre ideje, poskušaš jih prilagoditi na naše okolje, in zelo velika večina teh idej zelo dobro izpade, sploh karkoli je z otroci povezan. Mislim, da je vedno eno ekstra veselje in tudi kjerkoli lahko karkoli dobrega pripomoremo svojemu okolju. Večji klubi te zadeve sicer delajo večje projekte, pa jih potem bolj poudarjajo. Mislim, da pa naša povezanost je pa lahko veliko bolj pristna, kot je to. In naše poslanstvo je enostavno širiti dobro idejo nogometa in tega, kar nogomet je, ki je pa mnogo več, kot pa samo tisto, kar se na igrišču dogaja, in tako delujemo kot celoten klub. In v končni fazi, če se potem vrnemo tudi na same rezultate in pa na samo zmago in poraz, mogoče nas ta zadeva tudi kdaj malo nazaj drži, pa
je mogoče rezultat zaradi tega nijanso slabši, ampak dolgoročno pa zadovoljstvo veliko večje, če delaš še zadevo malo širš in pa malo drugačno. Mi vedno poudarjamo, ne, mi smo le bolj solidarni, bolj v končni fazi tudi socialni, in do nogometašev, in do trenerjev, in do vseh, ki so v kakršnikoli povezavi z našim klubom, in to zadevo želimo širiti naprej, tako v povezovanju z lokalnim okoljem kot širše, in poizkušamo našo idejo, našo dobro energijo širiti naprej in pa s tem izpolnjevati poslanstvo nogometa, ker v končni fazi prioriteta kakorkoli našega obstoja so pač naši otroci, njihov razvoj, njihova uspešnost, pa ne samo nogometna, ampak tudi vsa ostala, in vkolikor se držimo te paradigme, potem seveda tisti rezultat seveda ni tako primarnega pomena, pomaga pa na poti tega, da lahko pa ta primarni cilj bolj uresničujemo in pa bolj kvalitetno kot tega drugače. Matej, o čem ti sanjaš kot športni oziroma, kar si rekel, že skoraj izvršni direktor? Če ni tistih omejitev, ko se uležeš kdaj, pa malo študiraš, pa si rečeš, tole bi bilo pa svetovno, če bi se zapeljalo še v to smer, pa če bi se to zgodilo, pa to. Kaj je tisto, kar Matej Oražen sanja kot? Jaz sem kar precej pragmatik pa realist, tako da to, kar smo prej govorili, neka uvrstitev članske ekipe v neko skupinsko fazo enega tekmovanja evropskega, jaz mislim, da bi bila to kar kulminacija tega, predvsem na mednarodnem področju, seveda si izjemno želim tudi še kakšne domače lovorike, ali to pokal, ali pa seveda prvenstvo, ki ga jaz še nimam, ne, vse druge stvari smo že dali skozi. Tako da to definitivno so neke želje. Ne bom rekel, da sanje, no, mogoče za sanje so malo premalo ambiciozne, ne, za sanje bi lahko rekel, ne vem, ne rad sanjam. Pa 6 novih igrišč. Predvsem to, no, ampak spet to niso sanje, ker to jaz mislim, da si mi in zaslužimo in da smo v stanju, da v nekaj letih to tudi izpolnimo in realiziramo. Potem boste mogli iti na drugo lokacijo, še ta trening center si urejati. Tu nimate več prostora, ne? Tukaj je prostora toliko, kot ga je, opcij je mnogo, tudi druge lokacije, tudi ureditev nekaj mogoče v Dobu, kjer je več prostora okoli, pa bi se dal potem tudi pridobiti nova zemljišča. V končni fazi je pa kar zelo velika površina v neposredni bližini oziroma sestavni del športnega parka v Domžalah, malo bolj na južni strani, kjer je cirka 10.000 kvadratnih metrov prostora, kjer bi se dal marsikaj urediti, tako da mi si predvsem želimo malo več posluha lokalne skupnosti, kar se tega tiče. To so za eno občino kot je Domžale, ki imamo 30 milijonov letnega budžeta, ne, je investicija v nekaj igrišč, ker vsako pride, ne, zemljišče plus 100-150 tisoč evrov. Je tako majhna zadeva, da bi to zadevo do zdaj enostavno že mogli narediti, ampak nažalost iz različnih razlogov se to še ni realiziralo. Tako da infrastruktura, moram pa reči, da če so kaj sanje, so to sanje, no? Da bi dejansko lahko vsem selekcijam ponudili, da trenirajo na celem igrišču, ne na polovički, in da lahko trenirajo v svojem terminu in da lahko trenirajo vsaj nekajkrat na teden na naravni travi, če ne že kar vse. No, to bi bile pa res sanje, no. To bi bile pa res sanje. A vidiš, da vse en sanja. Ja, ampak tudi sanje so popolnoma nekonvencionalne, bom rekel, no, tako kot je naše delovanje, pa razumevanje vsega, se zato smo mogoče tudi kdaj narobe razumljeni, pa niti ne toliko narobe razumljeni, ampak v nogometu tudi ni vedno to sprejeto, no, ker je le precej ljudi, ki so v nogometu še vedno po nekem starem, jaz rad temu rečem Jugoliga,
konceptu, ne, na horuk, kjer je važen samo rezultat, kjer so važne neke glume in neke te zadeve, tudi med novinarji ni malo takšnih, ki pač zelo radi na to skačejo in ne, včasih so bile to bolj cake, zdaj so pa to bolj clickbaiti, tako da mi pač imamo svojo pot, ki je malo bolj drugačna, malo bolj pragmatična, malo bolj racionalna, ampak na koncu v argumentirani razpravi jaz mislim, da se vsak na koncu strinja, da je naša pot edina možna, edina pravilna in pa edina razvojna v naši situaciji. Jaz mislim, da se premalo zavedamo, da ravno to, jaz mislim, da smo zelo super zaključili na koncu, razen če imaš Nace še ti kaj dodatnih vprašanj, ampak da lahko počasi zaključimo to zgodbo. Premalo se zavedamo, kaj vse šport ponuja otroku v smislu razvoja, lastnega razvoja, v smislu razvoja odnosov, se pravi teh socialnih veščin, reda, discipline, trdega dela, neke dolgoročnosti, da življenje ni šprint, da življenje je maraton in da ti od tega dečka ali deklice, ki ga dobiš pri 7-8 letih, da je to res velika odgovornost, da ga pripelješ enkrat v članski nogomet, da lahko potem tam tekmuje, uživa, se razvija in še vedno nadaljuje vso to pot v smislu mreženja odnosov, razvoja in da meni je pač vedno želja, da tudi ko končajo to nogometno kariero, da ti igralci, ko končajo in igralke, da se vračajo nazaj in da pomagajo novim mladim talentom, pa tudi če ne bo profesionalno igral, da se jim pomaga na poti socializacije, dela, odnosa, ker v športu ti ne moreš uspeti, če nimaš odnosa do njega. Ne? Jaz mislim, da vsi, ki smo bili kadarkoli daljše obdobje del neke ekipe, ki smo dali pač ta razvoj skozi, imamo zelo velik respekt do tega dela, ki se pač tukaj izvaja in dela. Iz vidika razvoja osebnosti, jaz mislim, da so to leta, ko se ti največ dogaja in ko je ta športni del najbolj pomemben, zaradi tega, da mogoče v srednji šoli mogoče ne pijančuješ vsak teden, ampak enkrat na 3 tedne, takrat, ko imaš pol frej vikend ali pa kaj fajn zmagaš, ne, pa ima tudi vsaka zadeva pač svoj razlog in pa posledico. Tako da jaz mislim, da je zelo veliko staršev, no, ki to razumejo. Jaz mislim, da že naše generacije so bile izjemno vpete v to delo in vsi tisti, ki smo tle noter bili, to izjemno cenimo in zaradi tega jaz na vsak način želim na svoje otroke tudi to prenesti. Kar se pa tiče samega odnosa, je pa ena zadeva, ki se je pri nas izkazala za izjemno resnično, pa velja verjetno za marsikatero področje, ne samo za nogomet, pa ne samo za nas. Ampak nekako spoštovanje in pa priznavanje dela in pa rezultatov premo sorazmerno raste z oddaljenostjo. Ne? To se pravi, če bomo mi v našem lokalnem okolju relativno malo priznanja pa razumevanja, ne? Ko prideš do Maribora ali pa do Kopra, je tega že veliko več, ko prideš v tujino, je pa tega še več. Ne? A te mogoče delate toliko veliko delo, da moraš stopiti zdaj stran, da vidiš, kaj se dogaja. Ja, morda. Sicer je pač žalostno, ampak je pa dejstvo. No? Ampak ko pa dobiš to priznanje strani ljudi, ki pa niso obremenjeni z ničemer drugim, kot pa samo za stroko in pa za tem, kar se dejansko dogaja in dela, je pa seveda to toliko bolj godi, kot pa če bi ga dobil od nekoga, ki ti ga verjetno mora dati samo zaradi tega, ker je. Ok, jaz mislim, da smo se zelo dobro poglobili v naš center, pa da smo danes res zabili veliko golov. No. Tako da, Nace, ti ponovadi odpiskaš konc, ne? Matej, midva se ti zahvaljujemo, jaz iz svoje strani, Nace, zagotovo ti tudi. Točno to. Ja, zelo. Hvala za čast. Meni je bil res užitek. Odpiskali smo konec današnje epizode podcasta Iz centra v gol.
Igor in Nace se vsem poslušalcem zahvaljujeva za poslušanje in vas seveda vabiva k poslušanju preteklih in pa naslednjih oddaj, ki so dostopne na Spotifyju, Deezerju, Google podcastu, Apple podcastu, TuneIn, YouTube in sproti dodajamo še tudi nekatere druge platforme. Če so vam oddaje všeč, vas vabima in prosiva, da naj jo sledite in všečkate, saj s tem pripomorete k še kakovostnejšim vsebinam. In pa seveda spremljajte nas še naprej na Facebooku in Instagramu, kjer redno objavljamo izseke, novice in napovednike naslednjih gostov, katerim lahko tudi zastavljate vprašanja. Vesela bova tudi vseh delitev te in pa ostalih oddaj in pa vaših komentarjev in povratnih informacij. Hvala vsem za podporo in se slišimo naslednji petek. Do takrat pa uživajte in lep pozdrav vsem.